No, danes bomo pa pokazali, kaj zmore tale kamera. Za 4K Ultra HD. In to posnetek oziroma posnetki iz vodotesnega ohišja. Z vodotesnega ohišja. In bomo videli, kakšni so posnetki iz tega ohišja. Vse komande so delane iz ohišja, to pomeni, da vse, kar smo naredili, smo pritiskali na tele gumbke. Tako da bomo videli realno stanje. Začela je snemati. Takole monitor bomo posneli, tole bomo malo posneli, tekle bomo malo posneli, tole bomo malo posneli, mojega pesa zmešanega bomo malo posneli, ko je glih na gobčnik zgrizel, polno gobčnik. Tako da imamo mikrofon vklopljen na 4K resoluciji, kao. In zdaj bomo mi to dejansko pogledali, koliko se to vidi na monitorju. Evo takole, hitrost prenosa iz kamere ni glih spodbuden, ampak dobro. Če pogledamo dokumente, koliko so veliki, bi rekel, nič kaj resnega. Tako da to ni glih hvale vredno. Ne podpira USB 3. To je to. Tu se ne vidi noben podatek. Nažalost, lepo bi bilo, ampak to je to. Zdaj smo že na 43% že z narekovajem. Neki fajlov je pribil gor, ampak bo, počasi bo. Glavno, munica nam ne sme glih kaj preveč.
Tudi zvok je bil vključen, tako da smo zvok tudi snemali. Bomo videli, koliko se bo to čulo iz tega ohišja. Jaz sem sicer poslušal preko najglih slabih slušalk. No, boste sami ocenili. Takole, cirka 3 minute se že ubadamo s prenesom podatkov. Smo proti koncu, 92%, to je že tudi nekaj. Posnetkov je tudi kar nekaj gor že. Skratka, moraš imeti čas za to zadevo. Posnetki so na blizu, na daljavo, naravo. Malce slik smo dali gor. Random varianta. Evo ga. Se pravi, slabe 4 minute. No, lahko bi bilo bolj grozno. Vse je šlo gor, velikost datoteke je 1,2 giga, kar bi moglo biti dokaj solidno posneto. No, bomo videli. Bomo videli, kaj je dejansko. Okay.